V Kulturnem domu v Šmarci je potekal letni redni občni zbor Nove Slovenije Kamnik, na katerem so članice in člani pregledali dosedanje delo in začrtali smernice za delo v prihodnje. Kongresa se je udeležila tudi predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak. Kako je predsednica zadovoljna s svojim kamniškim občinskim odborom? Ja, seveda sem zadovoljna. Lepo je priti na takšen občni zbor odbora, ki je tako delaven, ki je dosegel tudi izredno dober rezultat na lokalnih volitvah. Malo je zmanjkalo drugi krog župana in pa dobili smo 4 svetnike. Tako da občinskem odboru Nove Slovenije Kamnik čestitam za dosežen rezultat in tudi za vso delo, ki ga opravite tako v občinskem svetu kot v odboru Nove Slovenije Kamnik. Kot en znak priznanja pa je bila tudi vaša odločitev, da povabite Mateja Tonina za podpredsednika stranke. Matej Tonin je mlad politik, perspektiven politik, uspešen, delaven, ima rad Novo Slovenijo, ve kaj hoče. Zato sem ga z veseljem povabila tudi v predsedstvo Nove Slovenije in mi je v veliko pomoč, dobro sodelujeva in na ta način tudi povlajujemo vrste Nove Slovenije. In kako občni zbor ocenjuje predsednik občinskega odbora Tonin? Tokratni zbor je bil prvi zbor po zadnjih lokalnih volitvah. Šlo je za nek način izjemno pomemben zbor, ki je ocenil naše dosedanje delo. Vsi člani, preko 50 članov, ki bo prisotnih na našem zboru članstva, je naš rezultat na lokalnih volitvah ocenil kot soliden. Tudi rezultat na županskih volitvah je ocenil kot soliden. Ocenili so, da delamo v pravo smer, da gremo v pravo smer in da je potrebno v tej smeri nadaljevati. Tudi pri članih smo preverjali naše kasnejše odločitve, zlasti naš odhod v opozicijo. Tudi tukaj ni bilo nobenega pomisleka. Naši 3 pogoji, ki smo jih zastavili že novembra na vrh polja, dejansko niso bili izpolnjeni in v tej luči je naša odločitev za opozicijo popolnoma na mestu. In tudi tukaj smo jasno povedali, da bomo delali v interesu občine Kamnik, kar pomeni, da bomo vse dobre projekte podpirali in na vse slabe projekte opozarjali.